The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. No. Evo, dobro, vse dela. Kavica je pripravljena, Petra je gotova. Ja, ta tur me je uničil. To je tur kriv. Psihično. To je vse tur kriv. Ne, tudi fizično. Jaz sem fizično danes zmatrana, nisem psihično. Evo, sončki, dobrodošli nazaj. Danes je z mano spet Petra, sam na hiter grem čez akcije, se pravi čelade, učala, tudi casual učala, ki so super, polarizacijska stekla imajo gor, pol pa akcije za majčke smo potegnili do konca tega meseca, ker vas je bilo kar nekaj v Franciji in v tujini, tako da ste rekli, če lahko pridete še sprobati, pa smo pa pač avtomatsko jih podaljšali, tako da do konca meseca bojo majice 94,99, se pravi ekipe RS kolekcija od Asosa. Pa tisti, ki boste v trgovini prevzeli, je gratis, dobite še bidon zraven. Še zmer so pa zastonj testi koles, tako da če kdo hoče sprobati niš kolo, se sam najavite prej in bomo sprobali. Evo, Petro že komarji pikajo, mene en kol, tako da zgledamo ful slabo kri. Danes večino bo govorila o turu, zdaj je dolga debata, kratka bo pol na koncu videla, pa pol bo dala še en nasvet glede na video, ki sem ga jaz, oziroma bo imela debato o prestavnih razmerjih. Tako da je to. Greva kar lepo po vrsti. Ti si danes neki taka boga, Petra, kaj se to s tabo dogaja? Ja, sej sem rekla, da me tale tur me je zmatril čist. Sploh zadnja etapa je bila toliko naporna, da sem še jaz danes zmatrana. Tako da ja, včeraj smo bili dolg časa klele. Etapa je bila naporna ali to, da ste bili kle še do ne vem kdaj? Pač naporna je bila ta 21. etapa. Tudi za nas. Po etapi, seveda, sej... Ja. Kle smo bili dolg časa, ful je bilo lušten, ful je bila dobra družba, ful smo se imeli lepo. Res smo praznovali ta tur, da smo ga mi zmagali. Sem sigurna, da ga Pogačar ni mogel tako zažurati včeraj, ko smo ga mi, ker je bil zihar preveč zmatran. Ne, on je sam ene dva spil, pa je bilo to. On bi po mojem sam povohal najvrš. Ampak ja, smo se imeli kar, ne vem, tako smo se nabrali na taka dobra družba, da je pol kar samo od sebe stekali in smo bili klele do polnoči. Res prav luštno je bilo, no. Imeli smo ognjemet, imeli smo rumene bakle, imeli smo ogromno ljudi je prišlo gledati. Jasno, ta tur je vedno malo v tem času dopustov, ker če ne bi bil, bi bilo verjetno še več ljudi, tako da mislim, res je bilo, ful je bilo dobro. Ja, tole še lahko dava zdaj noter. Rekla sva v enem izmed prejšnjih podcastov, da bo dala vmes noter še vaganje koles vseh, ali pa večine, ali pa dostih teh, ki prihajajo na runde. Moj mnenje je bil, da imajo večinoma kar težka kolesa, Petra je rekla, da ima polhom ful lahka kolesa, tako da si lahko zdaj to gledate, mi da pa nadaljevala po tem videu. Sedem, dva, pet. Kateri najlažji dobi nagrado? Ne. Še kaj pobrobil. On dobil ogliček. On lahko malo je. Kaj si naredil? Pistari. Zdaj bud primer je vela cesta. Naslovno je na zic, ne? Ko mu drsi. 8-3, 6-5. Od vage, ki je pizda Jurija. Koliko je? 8, 9. 8-9. 8-7 nič. Koliko si rekel, da je bil tale S-Works? 8-0. 8-0? Ta je 8-0, pa 7-0. Tata malo je bil pa 7-0. Okay. 9-5. 9-5. 9 pa pol. Dobro, ta je že. Ne bi bil sam error. To je težek. Bože mili. 8-3.
Lej to. Lej to. 7-0. Če govoriš. Kaj je to, če je težek, imam lepši kulaž. Madonna, se ga vdigant ne more. Daj kup si nov kolo. Veš kaj, bom prehitra bolj. 8-6. Vse prav? 7-8-5, 7-3. 3-7. Čakaj, ti da ni. 11. Ta glede na to, kva more držati. Ta more biti težek, glede na to karakter, ki ga more držati. Sve je težek. To bi se rekel, da je 7-2, kako prodajo. Je se bil takrat? 7,7. 7-8. Se še nima toliko, kot zgleda v kurcu kolo. Tam zadev videla, Ja. kilje. Ma ni to je. 9. Madonna, santa, a tako težka kolesa obstajajo. Se ga že ne more držati. Roka se mu trese. Ta jajca očitno so ljudem kar všeč. Torbica. 7-9. Kar 8. Je bilo težkih, No, ene drugače par je bilo pa večina je ekstremno kar, težkih in ja. lahkih je. Jaz bi to sem tista dva, ki sta imela te ekstremno težka kolesa, moram reči, da sta drugače zelo dobro vosta. Zelo dobro in na klance in na vse in pri njima dvema, to je to, kar jaz vedno pravim, ta teža ni pomembna, ne, ampak mislim, da pri njima dvema bi se pa s kakšnima lažjima kolesama ima pa tudi že na performansu poznalno, tako da, ja. Jaz tudi to mislim. Tista dva, ki sta to že vesta, kjera dva sta. Povej, slovenska scena, a si ti kaj si pogledala? Jaz sem bil Ja, ta v bistvu ena od stvari je Maruša Tereza Šerkezi, sicer sva to zdaj na MTB. Ona vozi tudi, sicer vozi tudi cesten kolo pod imenom Kadarajt, mislim da, ali pa pač je pa, mislim, da tudi na državnem prvenstvu, kar med na cestnem. Tudi dobro uvrščena, če ne celo med prvimi tremi, ali pa, ja. To je od tega gospoda Šerkezija, ki je gorski, se pravi, reševalec in zelo veliko ve o gorah in tudi pri nas je imel enkrat prvo pomoč za kolesarje. To je njegova hči. Voz za mladinke in je svetovno prvenstvo, mislim, da je, ja, je svetovna prvakinja v hitrem krosu, Ja. pa druga v navadnem krosu, no, tako da zelo dober rezultat in ona je bila to že lani, tako da je ponovila svoj uspeh in mislim, da je to res dober rezultat. Okay. Tako da imamo pač tudi med puncam imamo tudi dobre kolesarke, nijamo samo fante. To je tisto, kar je slovenskega v bistvu, da bi lahko rekla. Pa da smo imeli 2 Slovenca v top 10 na turu. No, to smo pa itak, to je pa pol že tur, ja, ampak če smo bolj tako malo hoteli, sicer se to ni dogajalo na slovenskih tleh, to prvenstvo, ampak vse, ja, je pa za pohvaliti. Jaz v novih izdelkih, da bi prav kaj tazga zasledil, niti nisem. Zadnje čase sem dost čevlje gledal, ampak grejo čisto na neki kontra. Kaj se ti zdi v tem trendu, to so se prejšnji teden že dotaknila, da profi praktično vozijo skoraj da ne samo še aero kolesa v veliki večini? Ja, meni je to po eni strani pač logično, kako so zdaj narejena ta kolesa. Pač so se tudi pogovarjala, da niso to več tista klasična aerokolesa, da so to tudi lahka kolesa. Je pa tudi tako, da pri kolesu to tudi vedno poudarjava, tudi ti poveš, ni vse sam, tudi v končni fazi, ja, se je velike teža, ampak na koncu je še ta prenos sile na cesto, ne, kako poteka, se pravi ta trdota kolesa in očitno so s to zgradbo in s to obliko in s temi merami in vsem skupaj prišli do tega, da so to veliko bolj odzivna in boljša kolesa in da tudi v klance dobro pelajo. Zdaj pač Ja. meni so tudi, moram reči, da so meni ta kolesa, jaz sem itak bolj za
mečkam bolj mesnat, da vse dobro, mislim, sej niso toliko več tako mesnata, kot so bila včasih, aero, ker tudi meni ta kolesa niso bila toliko všeč, prav tista, no. ja, mesnata, no, kaj pa ne drugega, ne znam drugače, pač te široke cevi in tako, meni to ni bilo nikoli prav pretirano všeč tiste, ki so bili ekstra široki, recimo, a ne, bilo mi pa vedno všeč, če je malo bolj, ne, se zato imam pa tudi dogmo, ker dogma je bila tak način kolesa že od nekdaj. Se zato imamo tudi Mersada. Ja, da je mesnata, ne, ja. Mersat ni več toliko mesnate, vedno bolj koščen. Tako da. Ja. Ja. Ja, ne, ka meni se je tako, sem bil kar presenečen, ta tur je v bistvu pokazal, da Ja, Mersat je ves čas upil, evo ti Anževa, vidiš kakšen je ta Kolnago, evo ti Anže. In je rekel, da on bi si kupil ta Kolnago sam zato tega Y, da bi tebe zajebal. Pa si ga nekaj kup. Ja. Mene nauči snač. Jaz sem sam smejal vsakič, ko se usedel na njega. Ja. Ampak ne, unim, ki jim je všeč, super, pač ne ga kupijo. Meni pač ni, vizualno ni všeč, pa tudi, ja, no, bom zaključil to debato. Kaj, Maga najboljši kolesar na svetu, zihar ni slab kolo. Jaz sem pripričana, tudi zdaj se je pokazal, a ne, tukaj na turu, da je to vse en kolo za vse terene. Če ne bi bil kolo za Vklanc, ga sigurno Pogačar ne bi vozil za Vklanc, tako da... Ja, se strinjam. Lahko da zgleda grd, ampak slab pa najbrž ni. Ja, se on je prvič zmagal zdaj z slabim kolesom, a ne? Pač, bog. Lej, kar sem jaz vozil, veš, TRS mi je bil super, ne moram nič reči s kolo. Zame ni, ampak za določenega kupca ali pa rekreativca je pa super. Pustimo, kako profi občutijo, sam kolo je čist drugač, kakor ga rekreativci. Ja, no to sigurno, da, pa tudi rekreativci, jaz sem to gledal tudi na izgled, ampak jaz sem prepričana, da zdaj le po tem leturu se bojo ta kolesa kar masno prodajala. Ma se so se že prej, tako da jaz ne mislim, da je kaj drugač, ampak tako bom rekel, nisem ga sprobal, tako da to je sam to, kar jaz mislim glede na zgodovino od Kolnagota. In trenutna zgodovina od Kolnagota ne govori o tem, da je to super kolo za rekreativno uporabo, za vse razmere, tako kot so v Sloveniji. Se pravi za klanc, pa govoriva veš o klancih, mi rekreativci, kaj na Pavliča, zanj smo se vozili koliko? 7 na uro, 8 na uro. Pač za enega rekreativca, ki ima ta kolo, jaz ne verjamem, da bo zaradi tega se boš pa, zadovoljen. vse to sva že, ali pa bo. Sej bo zadovoljen zato, ker ima pač kolo tak, ki si ga je zaželel. Vse mu je Super. vse se pelje na Pavliča, se ne upelju več kot 7 na uro. Ja. Zaradi tega, ko je imel pa to lažji kolo. Sploh ne, če je Ne, tako, da se ne ni. govorim sam, ok. Ne bova kle prišla skup. Mislim, ja, definitivno, dokler ga nov en od naju Ja, sprobo, edino pa... to vse spravim. Jaz nisem sam, jaz nič ne pravim, da je to ful nor kolo, ampak sem pa prepričana, da pa ni slab kolo. Ne. Pač meni je bilo ful zanimivno, glede na to, da se kar nekaj teh koles pač vozil in aero in teh, ki so za Vklance kao boljši in pismo jaz lahko rečem, da se je opazila razlika takrat, ko sem tega, kaj meni ta najbolj za Vklance, rečemo SLR-01 od BMC-a vozil, noben drug kolo se ni obnašal isto Vklanc gor kukor ta. Pa ne moram reči, da takrat, ko sem jaz kolo vozil, da sem imel pa neki baš ekstra super. Tako da pač meni je bilo čist čuden, ker tudi ne, za moje pojme en izmed boljših aero koles uncajt, ko sem ga vozil, ta Time Machine od BMC-a, ki ga ima zdaj Uroš, ne. Pač vse se pele super, ampak ni pa isti občutek. Pač ne da ti tega istega feelinga, ko se peleš v Klanc gor pri majhnih brzinah. Tako da jaz sem bil kar orang presenečen, da je Pogačar oziroma cela ekipa, ne, so vsi vozili konstantno, ne vem, so sploh imeli na kakšni etapi VPTRS. Pa nekaj smo videli, no. Meni se zdi, da niso imeli čisto vsi, ampak... Mislim, jaz kukor se zdaj spomnim, so imeli skozi isto Vizma, ne? Isto. Razen Kusa, pa ne vem, imel Jorgensen tudi R5, ko drugače so imeli skozi S5. Ja. In sem bil... Večinoma so tudi vsa ta kolesa, tudi če jih pogledaš, so zelo...
enostavno, ne vem, tudi tudi treki, a ne, v končni fazi so zelo zreducirani in zelo zmanjšani in niso več klasični aero, tak mesnati, kot so bili. A ne. Ja, trek je še zdaj itak, ker so spremenili komplet okvir. Tako da so vsa ta kolesa nekje tam, zdaj tudi te balance očitno na ta Y in na to ratujejo popularne, tako da... Ja, sem jaz treka ne morem da to isti koš, kot Cervelo, ta Bianchi, Ne, pa sej Colnago. niso, se to oni še niso šli toliko ta... Pač ni to toliko po moje, no. Ja. Mislim, jaz sem ful presenečen, če kdo od vas voz aerokolo, pa lahko kolo za vklanc gor, prosim komentirajte spodaj, kje vi mislite, da so razlike, da nam kle sam jaz neki nakladu, ker me res zanima, no. A občutite to razliko ali ne? Pa govorim zdaj, da vse, kar ste probali, da je top razred, ne zdaj nek climberski kolo, entry level, ki itak ne bo iste razlike, kukor pa kaj pač ta najvišjega razreda. Ne. Ampak ja, pač jaz sem bil orang presenečen, no, ker letos mislim, da je bil to prvi tur, da je bilo tako lan, prvizmi sicer so skoraj da ne skozi vozila, ne. Je pa res, da Colnago lan še ni imel aerokolesa, ne. Tako da mogoče tudi to en razlog. Ampak ja, jaz sem bil presenečen, ker do zdaj, ne, rečemo tudi na Dauphineju, kukor res sem je vozil V5, ne, ali isto vozil Y. Ne vem. To sploh ne vem, kar bom rekla, bom zdaj brez zveze rekla. No sej, greva kar na tur, ki itak se že začela debato, pa bova šla na končen za ocenjevanje, lahko sam še to povem. Ocenjevanja koles danes nimava, tako da tisti, ki boste še poslali, pa ki boste dobili boljšo oceno od 8,5, boste načeloma zbrani za pol glavno nagrado, ki bo pa kolesarska majica, ki jo bomo mi podarili. Tako da greva zdaj na tur. Ne vem, Ja. pa mogoče preden greva na zadnjo etapo, nek povzetek teh 3 tedenskih dirk, kaj si ti kaj opazila, kaj se je dogajalo, ne vem, se lahko imaš kar en monolog kratek, če hočeš. Kratek monolog. Ne, jaz sem v bistvu en tak kratek povzetek, moram reči, da ja, tur se je, tako kot to že vsi zdaj vemo, da je bil to eden najhitrejših in eden najbolj takih tudi nekako težkih posledično turov. To so pač tudi neke statistike, ki jih imajo v številkah Se je bil najhitrejši prikazane. tur. Ja, no se pravim, da so to že v številkah se že vseh vidi in v vseh teh rekordih, ki je bilo veliko rekordov narejenih, rekordnih etap v hitrosti in kar nekaj podrtih rekordov na klance in mislim, da si bojo tale tur tudi kolesari, marsikeri verjetno kar dobro zapomnili. Tisti, ki so ga vozili kot zadnjič tur, naprimer, kot Thomas Gerrand, pa mogoče celo Luka Mezgec, si ga bojo res lahko res zapomnili. Ja, se je stopnjeval, kakorkoli gledamo, sama težavnost tura se je stopnjevala, se mi zdi, iz tedna v teden je bilo hujše, je bilo bolj grozen, je bilo bolj težko. Tudi etape, ne samo, da je bilo za njih težko, tudi v bistvu nekako, meni to ni čisto jasno, da dajo res najtežje in ekstra težke etape na koncu, dejansko čist na zadnje dni. To pač tudi mi nekako ne gre. Bilo je kar nekaj teh epskih vzponov, že v Pirenejih, a ne, je bil recimo Otakam eden takih, pa potem so se čez Tourmalet, eden, potem jasno Mont Ventoux v Provansi je bil tudi pač en tak spektakularen vzpon. Pa spet kle v Alpah, ampak jaz moram reči, da jaz tako zdaj, če bi kar lahko rekla, kaj sem si najbolj zapomnila, recimo z tega letura mi je bil recimo padec Pogačarja, to je bilo meni eden takih stvari, ki mi je tisti moment me kar prestrašil dobro in tako sem cel tisti dan, pa naslednji dan, dokler ni bilo štarta, se spraševala, bo v redu ali ne bo. Tako da to je mogoče ena od takih stvari, pa naslednja stvar, ki je pa nam pozabila verjetno z tega tura, bodo pa izjave Primoža Rogliča. Mislim, da smo se na koncu jim že lahko fajn dobro tudi že nasmejali, pa smo že malo vse skupaj sprejeli, da je tako, kaj je. Razen ta njegov, no, ta v tem tednu, pa ta njegov ta solo pobeg.
Mi pa ni čisto jasen, tako kot mislim, da še ni nobenemu čisto jasen, ne stroki, ne stroki, niti nobenemu, mogoče tudi njemu samo ne, ampak tako. To je zdajle ena taka na hiter, pa še ne vem. Ti povej, kaj se ti najbolj se spomniš iz zdajle stura na hiter, če se moraš spomniti. Mislim, ja, mogoče tudi podoben kot ti, da so bili vsi to gotovi, glede na to, da smo videli, rečemo Van der Poel, pa vemo vsi, da je bil super pripravljen, pa po prvem tednu praktično ni mogel več, ne. Je bil že kar orang gotov, vse je še nadaljeval in tako naprej, ampak na koncu ni pač... Tudi zbolel, ja, v bistvu, ne. Je, tako da, če to se zgodi enemu izmed najboljših na svetu, pol veš, da je bilo res, pač, da je bil derkanje res hiter. Mogoče pozabljamo to, kar sem jaz tudi, ko sem poslušal še podcast zjutraj, da je šel Almeida ven že v prvem tednu. No, tudi to je definitivno ena stvari, ki je manjkala. Če bi imel Almeido, bi tudi tale zadnji teden zgledal orang drugač. Tudi Sigurno. Če je bil on, za moje pojme je bil vidno zmatran, pa če je stisnil res čist vse iz sebe in tudi mislim, da se včerajšnjo etapo bo šla še čest, tako da tega še nom komentiral. Tako da ja, ta Almeida definitivno so imeli pri UAE-u kar orang srečo, da njega ni bilo, ker po moje bi bila razlika vsaj še ne par minut. Misliš, so imeli srečo. No, pri Vizmi so imeli srečo. Bi bila še par minut večja. Ne vem, Pogačar, jaz upam, da se ni Francozom preveč zameril s temi izjavami v zadnjem tednu, da se mu že ne da več, da komi čaka, da se zaključi, ker Francozi kot narod so zelo ponosni in pol, če prideš k njim in daješ take izjave ven, vem, da niso prav najbolj veseli, tako da upam, da se je za zadnjo etapo jim malo odkupil in da pol ne bojo naslednje let kaj preveč slabega čez njega govorili. Tako da zdaj, kar se tiče presenečenj, jaz lahko rečem, da je razen Jonasa pa Pogija, jaz mislim, da je ostalih 7, ki je bilo v top 10, da je kar veliko presenečenje, edino presenečenje ni Roglič, ker tudi takrat, ko se mu ne da več, je še vedno pride v 10. Tako da kle, ja, jaz mislim, da on že pred turom ni bil kaj preveč motiviran in mi je čuden, da so ga kot ekipa pač sploh poslali, ker to, da on pride v 10, pa da je pol, ne vem, razumem, da je to ful promocija iz stališča ekip. Zdaj sem zasledil neke številke, so zunili, da je od 60 do 80% za ekipo promocije čez cel let je to, da so na turu. Zdaj, če je to res, pol pač ja, razumem, da pošlaš tudi Rogliča gor, ampak glede na to, da je bil čist nemotiviran, ne vem, kaj se v ekipi in tako naprej dogaja, ne vem, meni ga je bilo težko gledati, če sem čist fair. Ja, mislim, imamo vsi kar podobno mnenje, no, tukaj, ko se pogovarjamo. To, kar si pa ti rekla, takrat, ko je napadel, jaz mislim, da se s samim napadom ni bilo nič narobe, problem je bil sam, da ni odnehal že ene XY10 kilometrov prej. Ja, že veliko prej, mislim, sej nič ni narobe z napadom, jasno, da ne. Mene zmotil, mi je bilo pa pač tudi po en stran čuden UAE, oni so pač to prvijali tam, kar ne bi bilo treba, s tem, da Pogačar pol na konc je, en napad je bil, ne, in to je bilo pol to. Pol je pač sprejel svoj ritem in je šlo tako do gor. Tako da, ja, meni na konc malo tako čudna etapa, kukor po en strani je zgledal na pol tako, da hoče njega ujeti, pol pa se ni v bistvu čisto nič zgodil. Sej njega so ujeli v bistvu, ne? Ja, sej, sam pa, ko so ga ujeli, ja, tam to se pravi, jaz tudi mislim, no, sicer to je spet moje mnenje, pa lahko da neki izgovore iščem ali pa ne vem kaj. Meni se ni zdel Pogačar sam zmatran, meni se on zdel kar bolan. Tako pač, če pogledaš nekoga, zelo je bil bled, rdeče oči, dobro. To je vse lahko utrujenost, ampak on je bil meni tak že deloval že v drugem tednu, že tam v Pirenejih.
Zelo hitro so ga vedno oblačili. Ja, ok, sem to nima veze s to etapo, ko zdaj jaz govorim. Ne, ampak hočem povedati, da lahko, jaz mislim, da je on je rekel na začetku etape, da gre na zmago, a ne? Ampak dejansko ni mogel priti do te zmage. Tudi dež ga je svoje naredil, kakorkoli njemu odgovarja neki v hladnem vremenu, ampak ti dež svoje naredi, pobere veliko več ene energije. Tudi tam, kjer je potem na koncu verjetno niti ni mogel, je videl, da sam ne bo niti od šprintu v tistem dežju, niti mu nič ne bo rad ali kaj da z drugega narediti. Ne vem, najbolj ve pa on sam, zakaj so potem. Jaz sem prepričana, da do klanca je še on verjetno mislil, da bo etapo zmagal, potem pa enostavno. Tudi ne vem, zakaj nista z Vingegardom Maresmana recimo parela, ki bi ga tudi lahko, a ne? Po moje so pač to gotovo. Ne vem, jaz tako, če gledam ostalih 7... Se to ni bila edina taka etapa, kar neki... Takih etap je bilo, ko smo bili po koncu vsi mal mešanih občutkov, pa ko nismo čisto točen. Skratka, hočem reči, da ostalih 7 kolesarjev, ki je bilo v top 10, od Hilija, Vauquelina... Vauquelina, misliš? Ne, Vauquelin, ta Francos. Ja. Pač tako, pa ta, ki je od Intermarchea, ki je bil 10. žage. Pač tako, jaz sem čist presenečen, da so te kolesari, da so pač prišli v 10. Mene recimo Hili ni tako blazen spet presenečen. Mene pa, on ni bil za skupno, se je prvič sploh skupno vozil. No vem, ampak meni ni bil on neko noro presenečen, ker je zelo dober na klanc. Sam na klanci ti lov dober, sam to še ne pomeni, da boš 3-tedensko vozil na top 10. Se je tudi on rekel, da sploh ni mislil, ampak je dober prišel čez koliko prvih 10 dni. Mislim, dober meni... Tako da... Vse to, če bi pa rekel, kjer je drugih, bi pa pričakoval pol recimo 7, če nisi njih. Vse koga si pa imel, da bi zdaj rekel, tega sem pa zihar mislil, da bo, pa ga ni bilo. Bil je ta od kaj je zmagal Švico, pol si imel O'Connorja, ki je sicer bil na robu čista, ne, pa še par jih je bilo tako, ko so se razvrstili tam od 10 do 30, ki bi jih mogoče Štorar, kjer ga Štorar. Pa sam so mogoče malo bolj odmevna imena, kakor so zdaj ta, ne, recimo O'Connor je že nekaj časa na sceni, ga čakamo, kdaj bo prilezel kam, pač ne, ampak jaz da bi zdaj rekla, da imam pa 7 drugih, ne, ka teh 7 čist ne, mi pa ni. Pa tudi teh 7, ki jih pogledaš, ne, ampak 4 pa zihar, ne, ali pa 3. Če pogledaš tudi bolj, kakšni so pa to zaostanki, a ne, so pa res veliki, a ne. Se tudi nobenega drugega, mogoče Almeido bi verjetno bil bližji. Pa verjetno Jorgenson, če ne bi tudi neki kot zbolel, bi mogoče tudi ne bi takrat tako zgubljal na etapah. Na koncu tako, če jaz potegnem črto, ima kle za moje pojme UAE veliko srečo, da ima najboljšega kolesarja na svetu, zaradi tega, ker taktično za moje pojme, razen tega, da so šli z glavo skozi in da je Pogačarju pol ratal skočeče naprej, ne vidim, kje so oni. A to zdaj v tej etapi govoriš? Ne, govorim na splošno čez cel tur, pač pritegnili so do konca in Pogačar je bil edini, ki je bil še zmožen, da je takrat lahko še več. Se pravi, hočem povedati... To je pač način dirkanja, kako boš pa drugače še zmagal etapo, to so pa imeli ekipo, ki je lahko pretegali do konca. Včeraj se je dobro videl, kako se je pač Pogačarja zmatral še dodatno. Tako da jaz bom tako rekel, je kar orang vidno, da je pač Pogačar res ta najboljši in vsaka čast se ne gre nič, ampak moram pa reči, da kot taktično, pa kako so pač derkali, pa noben ne more reči, da bi rečemo s katerim koli drugim kolesarjem na svetu sploh lahko tako derko. In iz tega vidika pač hočem reči. Zato pa oni imajo tako taktiko, ker z njemu lahko tako derkajo, ne? Ne vem, ne razumem zdaj, v bistvu ti zdaj ful hočeš povedati, da so UAE netaktični in da v bistvu tedaj Pogačar sam zmaga. Ni šans. To si zdaj falil, adijo pamet. To nisem rekel. Mislim, da je tukaj bilo na turu definitivno vsaj, se pravi, koliko cirka dobrih 20 ekip je, da je bilo 18 veliko bolj nesposobnih ekip, kot so UAE, če gledaš v taktiki, v taktiziranju. Bahrain Viktorijo se je pokazal za totalno netaktične, Bora totalno netaktični. Mislim, to so bili res velika imena, ki za moje pojme niso nobene taktike pokazali.
Če je kdo navil, pa tišel, pa cel ta tur naredil tako agresiven, kot je bil, je bila to Vizma. In to je bilo z dnem, ko je Vingegaard zaostajati začel, ker če Vingegaard je spravil v prvem tednu, ne bi toliko zgubil v razliki, ta tur ne bi bil daleč toliko hiter, kot je bil. In je tukaj nastavno Vizma, bili da slabši. za moje pojme tudi vse skupaj, kar se tiče taktike, ne vem, tako kot sem rekel, če je kdo začinil ta tur, pa ga naredil tazga, kakršen je bil, je bila to Vizma. To je pač nekako, ne vem, mislim, da je bilo to splošno vidno, da kdaj se je začelo vse skupaj tako razvijati. Tako da bi se pa strinjala s tem, da bi UAE bili netaktični in da v bistvu, ja, sigurno, zato ker imajo tazga kolesarje, lahko na tak način vozijo, ne. Če ga pa ne bi imeli, pa ne bi mogli na tak način voziti. Ja, to se pa strinjam. Zdaj, če bi bili pa oni dobri v taktiki z drugimi kolesarji, to pa nimam pojma. Mislim, da pa, ne vem, če sva glih mi dva toliko usposobljena strokovno, da lahko komentirava dejansko trenerstvo in pa direktorovanje na nekem turu. No. Ja. Mi smo pa glih hvalili v bistvu, koliko imajo dobro taktiko, pa koliko so v redu, pa koliko je UAE napredoval v vsem tem. Tudi iz strani ljudi, ki so včasih kolesarili profesionalno, so lahko imeli podobne, kakor je včasih bilo veliko slabši iz strani UAE, kakor je zdaj. Mislim, dober. Jaz se ne spomnim tako etape, ki bi ti rekel, da je pa... Ti bi pa vsako etapo drugače oddelal. Ne, jaz ti ne govorim o tem. Vse so super, so vozili, vse... Mogoče se narobe razumeva, kaj sem jaz mislil povedati, ampak... Ja. Ja, povej, kaj si mislil povedati. Jaz sem te razumela, kukor, da so oni netaktični in da v bistvu praktično sam s Pogačar je dober in oni ostali pa niso. Pa ne ekipa kolesarji, ampak se pravi v ozadju. Oni imajo po moje najboljšo, ali pa eno izmed najboljših ekip, kar jih je zdaj v kolesarstvu. Ne mislim o kolesarjih, zdaj govorim se pravi ekipa, ki je od zadja, ne, jaz sem te tako razumela. Se pravi, da so... Se taktiko delajo, ne dela Pogačar. Sodeluje verjetno, ja, ni pa zdaj verjetno njegova taktika. Jaz mislim, da kolesarstvo je dosti več, kot pa z glavo skozi in zdaj ti pretegan in pol bo naš zmagal. Pa se tukaj ni bilo glave skozi. To je, če črto potegnem, je bila to zame taktika UAE. Ja, pa se enako dirkajo vsi ostali, ki grejo na zmago. Kako je pa vozil včasih Sky? Kako so pa, mislim, to je enostavno in najboljša ekipa potem zmaga, ne? Tisti, ki pa lahko držijo zraven, če bi lahko ostali držali. Vsi oni lahko vozijo tudi druge, a ne? Ok. Grejo mi da pola reči kar na zadnjo. Ja, ne, ker se itak ne bova strinjala. Jaz se ne bom kle strinjala. Ja. Kle pa mogoče pri zadnji etapi, vsaj kar je meni najbolj ostalo v spominu, je ne toliko, da je Van Aert zmagal, ampak to, da smo pač videli Pogačarja, kako pač derka in da nobenega drugega od top 10 praktično ni bilo zraven, kar se je samo pokazalo, da pri njemu je res da rad derka, ker vsi ostali so se tam zadnji vozili, tako je bilo neutraliziran. Mogoče bi se tudi on, če ne bi bila neutralizirana derka, ne, pa da bi lahko, ne vem, zaradi cajta in vsega, da bi zadnji vstal. Ok. Tako da meni je bilo pač to včeraj, ko se je gledal pač njega, mi je bilo tako, jaz sem bil kar svaka čast, da si zdaj šel riskirati 3 tedne, sej po en stran neumno, ne, ker je, da je tam full drsel in vse, ampak ne vem, če bi on zdaj zaključil, pa bi se ga po moje najbolj spomnil po tej zadnji, tudi če je bil ker 4. pol na konc, bi se ga najbolj zapomnil pač po temu, da pač res derka pač vsako etapo, ko štarta in to mi je bilo pač tako, jaz sem si najbolj zapomnil, pa to, kar mi pa pri organizatorjih sploh ni všeč, je pa, da so neutralizirali zadnjo etapo, ker
pač to je tako, kot da bi rekel, olimpijske igre so, košarkarji pridejo do, ne vem, kaj je to, a zdaj imajo tretjine ali četrtine, se še to ne vem. Četrtine, pridejo do zadnje četrtine pa reče, ok, zdaj pa tak rezultat, ki je bil po tretji četrtini je, zdaj pa vi sam še dajete koše, ampak no ben koš valov. Pač tega jaz v kolesarstvu nikoli ne bom razumel, ni padala toča dol, ni, ne vem, terorist bil tam kje, da bi jo prekinala. Ja, jaz mislim, da se je kar organizator malo ustrašil vsem, ker je bilo na to zadnjo etapo ogromno pritožb in to uradnih pritožb takrat. Se to ni prvič, ko se je na turu zgodilo. Se praktično vsaka etapa je bila neutralizirana zaradi cajta, tudi ko je bil sonce. Tako da pač meni to, jaz tega ne razumem. Kako misliš, da je bila neutralizirana, ko je bil sonce? Cajt je valov praktično isti. Veš, koliko so se prpalali, ne vem, če gledaš, ne vem, kaj je bil še Frum, pa kaj se je kdo, so se prpalali ne vem koliko minut zadaj ali pa pol minute zadaj, ker so bili že vsi naprej, ne? Pa so imeli še zmeri isti, pa je imel Frum še vedno isti cajt. Jaz sem kaj bil razlog? Ja, nič. Pač tako je, ker je zadnja promenada. A ja, te zadnje etapah govoriš. Ja. Aha. Ja, te zadnje etape, ne vem, jaz moram reči, da če povem po pravici, mi je bilo pa to všeč, zato ker vseeno je bilo nevaren, je bilo... Pa veš, koliko je bilo nevarnih etap na turu letos? Ja, se vem, ampak to je bilo res tam v tistih ozkih cestah, kockah, si sploh ne predstavljam, da bi jih vseh 160 še dirkali. Jaz sem prepričana, da bi bili padci, tako v bistvu dejansko padca sploh ni bilo, ne. Saj jaz ne, mislim, sem sledila, da bi bil padec, no, pa sem kar gledala skozi. Tako da Ja, mogoče na koncu res ne. Ne vem, mislim, meni je bilo včerajšnja etapa ful dobro zagledati in kle smo vsi gledali, navijali in smo se vsi strinjali, da je bilo to fenomenalno. Pa ja, sej bila sem... Jih je manjše število zaradi tega dirkal, ne vem. Zanima me, a je bilo to samo zaradi dežja ali je bilo isto mišljeno, če bi bil lep vreme. To ne vem, ampak vem, da na turu je bilo že večkrat tako, da na koncu so itak zaradi tega, ker se ni dirkal, da se je sam na uvrstitev. Jaz mislim, da z včerajšnjega vidika je bilo to smiselno narediti, ker potem ne bi mogel, ker je bilo to prvič, ne, v Parizu, na tak način izveden, se pravi, da ni bilo te šprinterske etape na koncu zaključka. Potem je bilo, dež je bil, slabo vreme je bil. Šprinterji niso bili dosti močni, da so prišli naprej. Lahko bi, ja, no, ampak ja, smo vsi to vedeli, da bo tako. Ampak hočem povedati, da je bilo v bistvu ta vreme, zdaj pa ogromno je bilo pritožb na to zaključno etapo že tako, a ne, pa šprinterske ekipe pa vsi so se razburjali in zdaj verjetno so organizatorji hotel to vsem malo bolj narediti vse skupaj z rezervo, da se sigurno ne bi zgodila kakšna nesreča na koncu, da bi rekli, ja, se smo vas opozarjali, se smo vam rekli in tako dalje, tako da so dali v bistvu možnost kolesarjem, da se sami odločijo, a bojo dirkali ali ne bojo dirkali tisti zaključek, ne. Zdaj, bilo je spektakularen, bilo je zagledati noro, jaz verjamem, da je bil tam, je bilo sploh to vzdušje vrhunsko, ne. Se je videli po TV-ju, da je bilo pač noro. Ja, se pravim, tako da meni, ne vem, bomo videli, kaj bo drug let, me prav zanima. A bojo to ponovili, a bojo to zdaj kar dali v klasiko, da bo to zdaj vsak let na turu ta zaključek, ali bojo se vrnili šprinterjem, ne vem. Moram pa reči, da mi je pa za celoten tur v bistvu letos mi je pa žal šprinterjev, ker je bilo zelo malo priložnosti, res takih šprinterskih, ta pravih, ker mislim, da mogoče so to dolgočasne etape za nas gledalce, res, a ne, za gledati tudi po televiziji, ampak so bilo vsem šprinti zanimivi, pa tudi dejansko tako, ne vem, to boš ti bolj vedel, jaz sem to malo razmišljala glih. Kje sploh šprinterji še lahko zmagajo, razen na etapah Grand Tourov? Kje je taka dirka? Kjere pa so take? Da res te klasični šprinterji, ne te Van der Poel pa Van Aert zmagajo, ampak šprinterji. Ja, rečemo, Pedersen je šprinter. Pa je zmagal spomlad, pa če je bil vedno v miksu, ne? No, sam Pedersen je tudi tak kar za teren, no, tudi zlohka zdrži dolg časa, tudi zlohka z oskašen klanc, ni čist klasičen šprinter. Pa kje bi recimo zmagoval Philipsen, kje bi zmagoval Ne, se imaš klasike, spomlad imaš kar dosti klasik teh, ki so praktično ravninske, pa ki so, rečemo, Pariz-Roubaix je za šprinterje klasika. To je čista klasika za šprinterje.
do zadnjih par let so zmagovali te, ki so zelo močni. No. Ne vem, Bonanjo in ne vem, koliko zmagal, pač pustimo Kančelaro, ampak ja. Ne, imaš dosti teh dirk, imaš spomladanskih je dosta, ne. Sam se začnejo že dosti prej trgati, vsaj ene par njih in pol kdaj ne pridejo pa sam šprinterji. Zdaj, če pa gledaš tako, da bo pa pride cela masa pelotona zraven. Tega pa ni, ne. To pa, kvaj ta ena izmed klasik, ne zdaj glih teh ta največjih, ampak rečemo, da tako ka E3, Harelbach, neki. Ja, tam gor so, ne, misliš, da so pa pol spet gor tam. Kaj rečemo, sam meni je pa to glih všeč, tako je bilo letos na Turu, pa tako je bilo tudi na Giru. Na Giru so mi bile te etape skoraj ne najboljše, zaradi tega, ker je bil en klanček in Trek je vedel, da Pedersen bo prišel čez, so navil, Van Aert je bil še zraven, Pedersen je vedel, da ga bo v šprintu in je pač on pobral poluno vijolično, ne, ali kakšno majico. Tako da pač meni je to čisto v redu, da bi bile zdaj prav te čiste šprinterske so za moje pojme se pravi, dolgočasne so zagledati, no, ampak mi je pač se pravim malo položal teh res šprinterov. Letos Girmaja sploh kjer ni bilo. Mislim, ne, pa se je hotel tako, parkrat je hotel iti naprej, sam pač kar zgubil se je. Letošen Tur, pač zdaj so vse dirke so take, se že par let govorimo, da so od začetka do konca isto na Giru, se isto skakalo od začetka, na Turu isto, pač ne vem, kjer je bila zdaj etapa ta v soboto. Pač to je bilo od štarta naprej, sam pustili so, da je bil šprint, ali kaj je že bilo, pol se pa skakali, to govorim za petko, se ne vem, skratka in je bilo. Ne, si prav rekel, Botna je bila tak, je Gruf zmagal. Ja, sam ne vem, pa ni bil tako, ko je bil ta intermediate šprint, je bil tako po 8 kilometrih. In so to pustili, pa se pa skakali praktičen, pač zdaj drug tip kolesarja. Nažalost, te čisti šprinterji lahko grejo tja na UAE Tour, pa še na par teh, pol pa ni več toliko velik teh, zaradi tega, ker so tudi te, ki delajo pač trase, so ugotovili, da so une etape nezanimive. Ne? Ja, ne, se strinjam, sam meni so pa pač kaj pa vem, meni so bili šprinterji tako vedno všeč za pogledati. Ja, se so, ker niso vsi grintasti, kukor pa... tako da... Če gledajo že Groves zdaj, kaj zmagal, on je isto šprinter. On je bil šprinter, ampak mislim, da se je predelil, on ni več šprinter. On je bil, se ga spomnim, da je začel... Še lani je zmagal te šprinterske etape. Pismo pa ni bil on. On je zadnjih, koliko sta rekla, kje pa je on prej vozil? 11 ali 9. A bi on skozi klepal Alpecinu? Nekje drugi mogo voziti. Skratka, on zadnjih 9 etap, ki jih je dubil, so bili vsi v Grand Tourih. Tako da... Ja, zdaj je dubil prvič v Franciji. Ja. In se prav prej pa ne vem, a je bil na Vuelti skozi, a je bil na Giru. Spomnim se ga iz njega, da je bil on ful, sem rekel, ta je bil počasi šprinter, ampak pol, mislim, je bil druga ekipa in ki je prišel v Alpecin, je verjetno bolj narejen bil za Philipsena, a ne lead auto delati, ne? Ja, ali pa da imaš dva šprinterja, en gre na uno, en gre na drugo dirko, ne, sej dirke v Kolodarju jih je to sigurno se Alpecin so nasplošno bolj šprintersko vse, kakor kaj drugega, ne. Ampak, ne, oni nimajo za skupno zmago, pač in je zaradi tega tudi dirkajo čisto na drug način, da so dobro eni komentirali, da so zamenjali Quickstep, ne. Da je Alpecin zdaj rad v bistvu Quickstep. Zadali so me zdaj Remka in potem so z Remkom. Tako da, mislim, jaz tako, če gledam dirkanje, pa to definitivno za vse, ki gledamo, pa tako, ki še mogoče ti je všeč, ta izčrpavanje, pa malo bolj taktično dirkanje, kakor je bilo včasih. Ja, mislim, so bile skorda ne vse etape zanimive, razen une, ki so bile res čišči ravninske, skorda ne do konca. Tam ni bilo nič posebenega, razen zadnjih par kilometrov. Ja, to je bilo pa to, tako da, ne vem, meni je bil tako kot Giro letošen, ki mi je bil po moje najboljši zadnjih par let, tudi lahko rečem, da ta Tour, pa zdaj, če greva še na to zadnjo etapo, ne, pač ne vem, tako, ko se je dirkala, jaz ne vem, če sem bil še kdaj
na turu za zadnjo etapo, da sem jo tako gledal, kukar, Ne, pač- sigurno ne. to je bilo noro. a Ne? Ja, ne že rekel, Mirsad, kaj bomo pa drug teden delali. Na gledal ženski Zdaj tur. pač ta teden, ja. Ženski tur pa tudi, ja, saj ga spremljam, sicer ne, tukaj se tudi kar... Dej mi povej v zadnji tej etapi, kako se je tebi zdela? Ta zadnja etapa, Ja. tole včeraj. Jaz sem rekel, da meni je bilo vse skupaj v bistvu zanimiv, pa všeč kot gledalcu z vidika gledalca. Da mi je bilo spektakularno in tudi mi je bilo všeč, da so dali možnost, da vsak po svoje vozijo. Zdaj samo dirkanje, potem v bistvu... Škoda mi je, da ni Mohorič zdržal. Tam Van Aert je naredil res vrhunski tam rezultat, da se je odpeljal mimo Pogačarja. Tam sicer se mi je zazdel dvakrat vmes, ampak nisem čisto tako skukar, da je Pogačarju malo kolo ene dvakrat spodnesel od zadaj čez tisti klanc. Tako da je verjetno tudi Van Aert to videl od zadaj in je to izkoristil. Zdaj, zakaj mu je tam spodnašal, ne vem, tako se mi je zdelo, da je bilo tako videti. In je pač to Van Aert definitivno izkoristil in se takrat mimo odpeljal in tudi zaslužil si je zmago včeraj sigurno. Tako da, ne vem, Pogačar mi je deloval itak zmatran zadnje etape na polno. Je pa tako, moram pa se pohvaliti, pa to je čista resnica, lahko tam lepo trdi Mirsa, da sem en dan prej rekla, da bo tole najverjetneje v Parizu zmagal Van Aert, tako da nekako mi je bila to za njega bolj. Ampak ne zaradi tega, ker Pogačar ne bi tega mogel zmagati, ampak ker mi je Pogačar preveč zmatran vse skupaj deloval. Ja, pa kakor sem ga prej pohvalil, se mi zdi, da vsi, ki smo gledali dirko, si videl, da je vse ovinke dosti bolj previdno pelil in pa logično, da, a veš, če greš iz vsakega ovinka, nisi toliko zavetril. Tudi to smo rekli, da mogoče, če bi bil, če ne bi bilo dežja, da bi, če bi bilo suho, da bi mogoče zmagal, ne, da bi mu bilo to sigurno lažje, kakor ta dež. Definitivno se ni smel razbiti pa padati, ker do konca je pa mogel pridati, če je hotel imeti priznan tur. Tako da... Ja. Je imel to v glavi, no, da... Sigurno je to imel v glavi, to se mu je videl in tudi mi je všeč, da niti ni bil preveč razočaran, ni deloval nič, ki je dosti razočaran, ker ni dubu. Tako da, ne vem, jaz se pravim, meni je bilo včeraj krasen za gledati kot gledalcu in je bilo res to dirka do zadnje v bistvu minute, praktično, no, zadnjih 2-3 minut, dokler res nismo pol videli, da je pač Van Aert zmagal. V zadnjem 2 kilometra pred ciljem je bilo to že definitivno, da ga več ne bodo ujeli. Tako da meni je bilo všečno. Je pa Pogačar, mislim, da več kot je naredil, ni mogel včeraj narediti, da je naredil svoj maksimum. No. A veš, da jaz bi tako rekel, meni se je še vedno zdel on najmočnejši, ampak so ga v zadnjih 2, mislim, ta prvič, ki je napadel, se mi zdi, da je bil to prvič, ko so šli na ta kilometrski klanc gor, se je zelo dobro videl, v bistvu vsi, ki so z njemu ostali, so že videli, da hoče, pač so vedeli, kaj on bo naredil. In ta, se pravi, zadnji krog je po moje, so prvizmi prav dobro vedeli, kako ga pač uničijo. In ko on je, se mi zdi, da dvakrat, ko je Jorgensen skočil, je enkrat Mohorič, pol je Pogačar še za njemu mogel in pol drugič je Pogačar mogel pokriti in so mogli toliko tega vzeli, ne, da v njih zadnjih 10 sekund pol ne moreš, vsi pa vemo, ker greš ti v smrt, se iz njih zadnjih 200 metrih se hitro nabere 5 sekund, ki ti noge ne dajo več. Tukaj, to se strinjam s tabo, sem kar malo pozabila, da je v bistvu Jorgensen dejansko zelo veliko pripomogel k tej zmagi Van Aerta, to mi je mečkan ušlo iz glave, tako da to in se strinjam s tabo. A veš, če pa še kalkulirava to, da je on vse ovinke, ki so bili mokri, je mogel malo unga pokrivati, da ni bil čisto zavetril. Ja, je še dodatno in jaz mislim, da je bil pač tudi včeraj, da je bil najmočnejši, ampak se vse to soštevali in na koncu je glih. Ja, na koncu je zmanjkal. Tega malo zmanjkal, kar je bilo meni na koncu ful žal, ker ne vem, jaz ker sem ga videl, ko je prišel cilj, se je bil vesel, pa tako pa je dal roko gora, ne. Sam jaz kar mislim, da je bil hotel sem danes. Ja, seveda je, če bi zmagal, bi bil sigurno še drug, še malo drugačen obraz na koncu, to definitivno ne, on je, ampak pač in česarkoli se loti, on hoče zmagati, to vsi vemo. Skratka. Je pa škoda, da ni imel UAE take pripravljene, toliko so hvalili, kako bojo z Narvajesom, pa z Velensom, ne vem kaj naredili, samo očitno
pač Ja. ne vem. Ne, ni je pa šlo. lej. 4 zmage na turu, dirkal se je od začetka do konca vse etape noro, tako da vsi, ki so prelezali do cilja, so si dali samo uno kljukco, Ne, se je, preživeli so, mislim, da kar. jaz upam, da imajo vsi zdaj vsaj 14 dni. Čuro Mohorič Pavze. je dal izjavo včeraj, da on bi še vstal, pa da bi še dirkal, da bi kakšno etapo lahko dubu, ampak da bi šel rad domov že k svoji družini, ne? Tako da Mohor, ne vem. Ja, sej, Moha se je včeraj še upravičil celemu osebju, da jih je napizdil en dan prej, ki je imel, mislim, da 20. etapo je imel zacahnjeno, da jo hoče dobiti. Ja. Pa mu je kolo nagajal in je pol vse in se pač je napizdil cel stav in pol se je včeraj upravičil, no, tako da je dal spet en tak intervju na koncu, ki včeraj je mislim, si ga bil bomo spet zelo- zapomnili. Ja, včeraj je bil zelo čustven in izjava in v angleščini in v spolu slovenščini tudi, sploh v angleščini je bil že kar na robu, Ja. se mi zdi tudi solz. In ja, on je zelo tak čustven in verjetno mu je bilo žal za ta tur, ker je imel res to 20. etapo, res in če ti nekaj delaš, praktično po moje, da je se pripravil sam na to 20. etapo, ker je bil letos tudi zelo slabo zdravstveno stanje, imel je težave take in drugačne, se je tudi sam povedal vse to in mislim, da če se ti pripravljaš res sam za eno stvar in da se ti še potem tam zgodi ena taka stvar, si lahko res imaš pravico stvar, biti razočaran na s koncu. katero ne moreš ti nič. Ja, seveda ne moreš kontrolirati, ne. Ja. Ja. Noč, po moje, da je to, kar se tura tiče, da je to. A imaš ti še kaj? Ne, meni, turu, da bi jaz ga rekla. bom pač pogrešala. Letos nama je žal, da nama ni rata letna tur, te najne tehnične težave. Ostala sva pač brez avta, slučajno v takem nepravem času in nisva pač bila na turu, tako da upam, da drugo leto bo še Pogačar vozil, da se ni še naveličil letos, pa da ni imel vsega dost, ampak se bo prespal, pa bo prišel vse. Ja. Tudi mislim, da vse te izjave, ki jih je mogoče imel proti koncu, da mu bojo vse, meni so bile v bistvu na mestu, glih, prej sem gledala en posnetek, ki so ga vprašali, glih, ne, mislim, da je po 18 ali 19, ne, kjer etape in teh težjih, se pravi, če je bil v bundi ful oblečen, je mogel. Zdaj. Ja, mislim, da je bila. Kaj ga je vprašal, ne, novinar, 19, 20. da deluje zdolgočaseno, ali je res 19, dolgočasen, ali je samo utrujena, ne. In lepo pol v spodaj tudi napiše en drug novinar, je dal komentar, da še bolj butazga vprašanja po 3 tednih dirka, da ni slišal, ali ste utrujeni. Ne. Tako da, in tudi Pogačar se zasmeji na to vprašanje, ne, na tem posnetku, ker mislim, da res, jaz ne vem, ampak a so to, jaz imam tako občutek, da je ogromen teh športnih novinarjev, splošno športnih novinarjev in pridejo komentirati, gledati, spremljati kolesarjenje. In to je tako, da bi šla jaz zdaj komentirati že sam en nogomet, pa je tak splošen šport, pa ga nimam kaj komentirati, ker nimam pojma, pač ja, lahko gledam nogomet kot igro, nekaj že vem, ampak ne moram pa komentirati, ne moram nič in mi je to smešen, to se tudi pri naših komentatorjih lahko vidi, da so to splošno neki športni novinarji in da dejansko kolesarjenje nima pojma, kaj pomeni se 200 km voziti, kaj pomeni se voziti na 19% klanc in to in je to pač čisto. Si predstavljaš, da bi šla ti odpeljati, ko smo šli Alpe, naslednji dan še enkrat Alpe odpeljati? Ne. Mislim, čeprav načeloma s takim tempom, mi nismo dirkali, ne, mislim, načeloma Ja, samo še vsem bi bilo kar urang bi težje. bilo in bi verjetno čez ne bi več kaj dosti mogla. Ja. Mislim, res sem že rekla, recimo po Franji letos, ko smo dirkali, da bi šla še enkrat naslednji dan dirkati, pa ni šans. Dajte zapisati dol v komentarje, me prav zanima, kaj je bilo za vas tisto, kar ste si najbolj zapomnili iz tura, predvsem me pa zanima za to zadnjo etapo, a bi jo pustili tako, kot je, pa kad je bila včeraj, oziroma v nedeljo, pa če bi neutralizirali dirko ali bi pustili ne glede na vreme dirko pač tako, kot je, ker to se mi zdi zaenkrat, je vsaj meni to najbolj tak mal čuden, ker je polhan etap, kjer je dež, kjer vejo, da je spolskok, vejo, da je navaren, pa ve, pa tudi dosti jih odstop takrat, pa je ne neutralizirajo, ne vem, zakaj bi pol pri zadnji etapi to moglo biti drugače. Moje mnenje, tako da me zanima, kaj si vi mislite. Zdaj pa gremo midva še na neki,
Kar- Ženski tur imava drugačen že. Aha, Ženski pa tur se je začel v komentiraj ženski soboto. tur. Jaz ga ne Ja, gledam. mislim, sej neki prav veliko dni, zdaj pač, kot sem že takrat rekel, že zadnjič rekel, v soboto se je začel, v nedeljo se konča, 9 etap imajo, vse najboljše so tam. Prvi dan je zmagala Vosova, ki je tudi že kar V letih. v letih ne. In je, Čudem, da pri ženskah ne govorijo, da ko so prideš stare. čez 30, da pa je konc tvoje kolesarske kaj kariere. se mi zdi, da pri ženskah, ki počasneje grejo, odrastete, ali kaj? ne, že to so že zdaj ene raziskave, ki jih tudi vidim, jih berem, spremljam, da celo pri ženskah se najbolj razvija glih po teh letih, po 30, zato ker takrat že začne tudi mal testosteron delati pri ženskah, ker v bistvu estrogen, to je pač tisto, kar pride potem do mene, vse skupaj pripelje enkrat, a ne okoli 50 leta in se takrat to vse skupaj začne dogajati in je mogoče so tudi to sicer niso še stvari, jih raziskujejo, ampak tudi tako se kaže, da pač ti hormoni enostavno pride do tega, da ženske šele nekje takrat rate bolj vzdržljive. A ne? Se tukaj to se pol pri teh vzdržljivostnih športih pozna. Tako da ja, tudi veliko teh žensk, ki so močne, so tudi že mame, so rodile. Tako da to so tudi ene od stvari, ki vedno poudarjajo, da žensko telo v bistvu se šele dokončno razvije, ko rodi ženska, ker pač to je nekak evolucija, tako pač je. Tako da ne vem, res je, če pogledaš po starosti, kar dolg časa ženske kolesarja. Ja, sej moški so načeloma do letos tudi. Letos je pa se mi zdi, da se je to začelo zaradi tega, ker so ta najboljši kolesarji so vsi Toliko nekje mlajši. stari do Ja. 30, a ne? In zdaj kar naenkrat. Ne? In se, če gledamo Valverde, ki je bil edini kolesar, ki je celo sezono bil lahko v formi do Pogačarja, pač on je kdaj zaključil? Pri 40. 40 mislim, da je bil glih star, ja. No. Nibali je isto zaključil, ki je bil, ne vem, 38 Ja. ali koliko. Tako da kle... Ja, se me prav zanima, koliko časa bojo te fantje mladi, do katerih let bodo oni kolesarili. Te, ki so zdajle, pa se pravi stari 25, 24, 25, tudi Lipovice, recimo eden takih, v končni fazi Hili. To so res, a bodo te kolesarji, tudi Pogačar, jasno, ne, a bojo to zdržali do 38 leta, ali bojo oni že končali pri 30. Ker To bo- tukaj ne samo telesno, ampak mogoče tudi mentalno. Ne. Vse sem glih hotel reči. Se mi zdi, da je to bolj od motivacije odvisno, kakor od česar koli. Ja, sej pravim, da si... drugega, pa od ekipe. Pač kukar imamo, zdaj glih Pogačarja lahko spet, kukar ga imamo vsi radi, je on edini kolesar, ki ima toliko nore sezone, kukar jih ima. Pač ni nobenega kolesarja, ki bo imel vse, kar štarta, hoče zmagati. Štartov nima Sam to malo. mislim, da bo slej, ka prej tudi pri njemu, tako kot ti si prejšnji let si ti rekel, a ne, da letos ne bo on več ponudil take sezone, pa sem ti jaz rekla, se v Švidu, ne. Ampak zdaj letos pa jaz pravim, da mislim, da je pa vprašanje, če bo Pogačar, jaz verjamem, da bo še zmagal Tura, ne, to ne govorim, ampak če bo še vse tako zmagal, to pa skoraj ne verjamem več, no, ne vem, lahko, ampak to pa zdaj pa tudi jaz ne verjamem, da bo kar ponavljal. Zdaj sta bile 2 take sezone, bo že kar težko, da bo še ena. No. Jaz bi mu želela pa prvošla, da se to smo vsi na temu, se zato pa gledamo kolesarstvo praktično zdaj sam še res zaradi njega. Če tako gledamo. Jaz kar potihem upam, da ne bo šel na Vuelto, da se ne bo odločil iti, ampak da bo tako, mogoče svetovnega še dal noter, pa pol une, ki ima zadnje 3, ki so une klasike jesenske, ne? Ali zadnje 2, se ne vem, koliko jih je. Skratka, da bo to še dal, pa je fertik, no. Za letos, ker če bo pismo, veš, on je imel... Jaz vem, da če gledam iz vidika sebe kot navijača, valjda bi si ga želela videti na Vuelti. Spet bi bila nervoza na vrhuncu, ker bo tudi Vingegaard ne bi bil na Vuelti, a ne. Ja, če ga ne bo, bomo razumeli, da ga ni. Potem pa upam vsaj, da bo ponovil zmago na svetovnem prvenstvu in ja. Ne. Ampak sej mislim, da zdaj tudi sam je že malo gotovo, da vse nisem z glavo skuziti, pa upam, da ima tudi ljudi okoli sebe, ki mu bojo to znali zdaj. Jaz mislim tako, če bojo telesno ga prikazali, da je sposoben Vuelto odpeljati, pa da ne bo...
Mislim, Oni tako vejo, da bo šlo na velto na olin in da bo skurjan po velti. To vsi vejo. Zdaj sam, koliko se bo on hitro zregenerira, se pravi, ampak svetovno je tako, ja, ne? Jaz bi gledam kle samo glavo. Jaz bi Ja, glede na to, kakšen je bil pa zdaj, mogoče bi bilo res bolj, da ne. vedno hotel imeti skozi tako, da mu prej ne daš vsega, kar si želi, zato da je pol še dodatno motiviran za tiste, kar ni pač dubu. In jaz upam, da ne bo šel letos na velto, pa da ne gre na velto, rajš let, kjer ne bo svetovno prvenstvo pisano njemu na kožo. Ja. Se pravi, ko bo bolj za šprinte, ampak kaj takega. No, sej tale Gianetti je zdaj takrat, ko so na sredi tura, je bila že objavljen posod, da so potrdili, da gre Pogačar na velto, ne? Je dal zdaj ta Gianetti izjavo, da bodo še razmisleni. Ja. Jaz res upam, da pa bi ga rad videl, še en boj z Vingegaardom pa to, ampak jaz mislim, da mora že, pa ne zaradi tega, da bi Vizmi dal šanso, da se pokažejo, kukar, da ga mogoče ga pa lahko premagajo, ne? Ker se mi zdi, da na koncu je zgledal bolj zmatran Pogačar, kukar pa Jonas, pač tako, če gledamo po po mimiki. Po mimiki. In jaz jim ne bi dal te šanse, da pa pokažejo, da mogoče ga pa kdaj lahko premagajo, ampak bi sam rekel, da ne gre, ne si spočije, pa ne na svetovnem spet naredi to, kar pač hoče. Definitivno, no, to sigurno. Sej si mislim, da če se... Mislim, da so dosti pametni. Ja. Noč, da greva še za nasvet. To niti nisem vedel, da ful ljudi zanima. Prestavna razmerja. Mogoče bi začela s tem, kako si se ti odločila za prestavno razmerje, ki ga imaš, ali si bila porinjena v to? Ja, zdaj kle, mogoče nisem jaz glih, lahko sem sam kle s tabo, zbolj sedim, pa ti govoriš, pa jaz te sam poslušam, mogoče bi kle rabil kakšnega bolj tehnično podkovanga. Ja, jaz sem v bistvu imam taka razmerja, kakor mi Mirsad reče, da je dobro zame. Imam pa, se pravi, v zadnji vem, da imam 11 pa 32, tako da... Ja, imaš 34. Imam 34. Kaj ima pa Mirsad? Po moje 34. Imam pa mogoče 34. Ok. Pa vidim, da res nisi te prav. Ne, ker mi je to... jaz verjamem, da to ljudi zanima. Meni kot enemu takmu kolesarju, ki bi bila rada, da se dobro pelem in po ravnem in na klanc dobro, ne, da se lahko pelem z veliko večino. Mi je tak prestaven razmerje za moje sposobnosti najboljši in rabim neki, se pravi, imeti več, ker ponavadi danes zdaj že lažjega razmerja, kot ga jaz imam. Mislim, da ga sploh ne moreš kaj dosti imeti na takih kolesih, ampak lahko imaš pa večjega, se pravi težjega, predvsem se pravi, ko se po ravnem voziš. In jaz mislim, da jaz ne rabim kaj dosti drugač. Če se hočeš pa po ravnem močnejš voziti, pa hitrejš, pa bi jaz verjetno porabila imeti malo drugač ta razmerja. Ja. Ne, to sem zdaj glih mislim, ko smo se pogovarjali, kaj Uroš, kaj je... Čakaj se pa še en. Ja, samo oni imajo neka, ker jaz imam čisto klasika, se pravi kompakt. Ti imaš 34, 11, 34. Tako. Ja. Ne, bolj tako, kakšni hočejo, so prav delali raziskavo, kje razmerje je najlažji pol za tako in ja, se mi zdelo zanimivo, da toliko ljudi pač se poglobi v to, ker jaz tudi sam se nisem niti mal. Ja, pa da jih bolj zanima, kako bi se lažje na klancu vzela, kako bi se po ravnem hitrejš vzela. Ja, kako bi se lažje na klancu in pol se imaš ti zdaj razmerja, sploh te tanova od srama, ne, so tako narejena, da je v bistvu lažji za v klanc in težji za... Pol po ravnem. In težji za po ravnem. Tako da, ja no, pač to mi je bilo zanimivo, pa mogoče bi jaz kle sam svetoval vsem, pa no o tem, kaj preveč, je bolj to, da se najprej mogoče odločite, se pravi, ali eno ali drugo, ali za prestavno razmerje, se pravi, hočete imeti čim lažji, čim težji, ali pa se odločite, za katero grupo hočete imeti in se pol na podlagi tega izbere lažje ali težje razmerje za vas. Tako da to je čist
zelo na hiter, je pa kle še dosti drugih stvari, ki pol pomorejo, zato da se vi boljši ali pa hitrejši voste in v klanci in poravnam. Tako da ne vem, imaš ti še kaj v predstavnih razmerih, sem mislil, da bo malo večja debata. Ja, vse tako, kot sem rekla, jaz v bistvu za sebe mi je to, jaz mislim, da tudi če bi imela kakšen težji razmerje za poravnam, bi ga že težko obračala, ker se tudi hitrejši oziroma se niti sama se ne bi bila sposobna več hitrejši voziti, kot se vozim. Zdaj, če sem pa v grupi, pa ponovadi ne divjamo na dirke, grem na zelo malo dirk, pa te dirke, ki so naše rekreativne, se spet to toliko ne pele, da ne bi mogla, ne, sem še vedno v nekih normalnih kadencah. Tako da, ja, jaz mislim, da mogoče tukaj bolj to z razmerjem dosežeš, da priješ do neke te idealne kadence, pa da na določenih, ampak ne vem, jaz imam dost na razpolago teh zobnikov, dovolj imam na razpolago razmerja, 2 zobnikov spred, v njih je odzad tok in jaz to, ne vem, meni je čist dovolj. Mislim pa se mogoče gre za, ne vem, jaz, ki sem težji. A imaš tako lažji, kot 34? Ja, 36 da šlo vzadi. Aha, še to. Ampak ja, to... samo en verižnik pri Shimanu, ki je v bistvu razreda 105. Se pravi, Ultegra in Durai serijsko nima tazga verižnika. Sam pa kako pa potem to gre na kletke, moraš pol kakšne vetem povečane kletke imeti podaljšane ali kaj tazga? Ne, malenko se drugače nastaviš, ampak mislim, da vse gre skupaj. Glih za enim gospodom smo na YouTubeu komentirali in on ima še tudi dost večje razmerje, pa gre. Izven serijsko se da, ne, samo moraš pol vedeti, da če bo šlo karkoli narobe, ne, ti noben ne bo upošteval kakšne reklamacije. Tako kakor vidim, kakor Mirsad ima dost, pol ima veliko dela s temi ljudmi z nastavljanjem menjalnikov. Ne, sej tukaj se ne gre gre se bolj, če imaš ti v nepravi, če se ti preveč križa, mogoče ti lahko hitrejš, koliko je dolga veriga, moraš pol merkati. Ja, se pravi, ampak vidim, da so tudi te težave, ki vidim, ka Mirsada tam, ki ga poslušam noter v servisu. Ampak se pravim, koliko se kdo to poglablja, verjetno, jaz ne vem, no. Moraš biti že pol ful, še več biti na kolesu, kot sem jaz in še več, vse, da je to sploh, da se ti poznajo vse te stvari in da imaš kaj od tega in ne vem. Ja. No, skratka. Včasih sta bile 2 variante, pa konc, zdaj jih je pa milijon, tako da... Ja. To se je spremenil. Naslednji teden bova šla na svet, mogoče je dober ali ne, za rekreativno uporabo Powermeter, tako da v tem bo imela mogoče malo več, tako da se zdaj lahko pripravlja. Tako da, če imate kakšno vprašanje glede Powermeterov, ga lahko tudi zapišete spodaj. To je to, do naslednjega tedna, uživite na kolesu, čau. Čau.